18. vzporednik. Tokrat je spet z nami ameriški dopisnik Andrej Stopar, ampak zelo, zelo blizu, bolj kot ponavadi. Andrej je tule v studiu, živijo. Živijo. Tako blizu še nisva bila, smo gotovila. Kakšen dopust je to, Andrej? RTV-ovski. No, še na kratek dopusti ne dovolijo Američani. Trump očitno tudi v enem samem dnevu lahko 3-krat obrne ploščo, to vemo. Nikoli ne veš, kaj te bo doletelo, in zdaj te je doletel v obisku v našem studiu. Sicer te zbujam na veliko daljavo, kot sva rekla, sredi noči te kličem v Washington, ampak prej, veš, nam je naša kolegica Maja Derčar z obiska na Grenlandiji posredovala nekaj vtisov in groženj, pa pravzaprav Grenlandci, pa tudi Danci še najbolj trkajo na vest samih državljanov ZDA. Pa me zanima, kako res gledajo navadni Američani na lomastanje Trumpa. To je dobro vprašanje. Gledajo različno, ne? Tako kot se grupirajo glede podpore predsedniku, tako tudi gledajo na te stvari. Jaz osebno moram reči, da sem nekoliko presenečen, kajti ameriška kultura je kultura protesta. In to, kar se je Američanom, navadnim Američanom zgodilo v tem letu, v prvem letu drugega mandata Donalda Trumpa, so tako prelomne stvari, da bi pričakoval, da bo ta kultura protesta dejansko zaživela v celoti, v tej svoji polnosti, in da bi Američani pravzaprav protestirali vsak dan. In to množično. Se je zgodilo. Nekaj malega se premika, pa še to bolj v 2 mestih, pa ne vem. O tem govorimo, zato ker karkoli že mi mislimo o Donaldu Trumpu, ta človek je postavil ameriški sistem, zdaj govorimo o pravnem sistemu, pred tako preizkušnjo, kot še verjetno nihče doslej po državljanski vojni, v 60. letih 19. stoletja. Zarezal v globino, postavil pod vprašanje elastičnost zakona, interpretacije zakona in ustave. In vedeti moramo, da imajo Američani polna usta svoje ustave, nenehno. In jaz ne vem, kako pravzaprav si oni predstavljajo ustavno krizo, ker jaz mislim, da so oni globoko v ustavni krizi, kajti če že vzameva samo en mednarodno-politični primer iz galerije lomastenja Donalda Trumpa, je Venezuela. Če to ni vojaška akcija, kar se počne v Južnih Karibih, potem jaz ne vem, kaj je vojaška akcija. In te vojaške akcije, kongres, ki ima po ustavi dolžnost, da odobri kakršnokoli vojaško akcijo ali pa napove vojno ali kakorkoli že na tuje, tega ni storil. Tukaj že, ampak to je en sam primer. Primerov je pa nič koliko. Bova tudi še na Venezuelo šla, ne prehitevaj, Andrej. Je pa tako zelo lepo, če imaš očesni stik. No, ampak če so Američani, če samo malo še nadaljujeva, mislili, da bo lomastil Trump samo po mednarodnem pravu, da bo kršil mednarodno pravo, zdaj lepo vidijo, da krši tudi dotrade svoje ameriško pravo. Kako pa so na to reagirali? Se pravim, jaz sem mislil, da bodo reagirali tako, kot so navajeni. Šli na ulice in to skoraj vsak dan in na to opozarjali. Zdaj pa, zgodi se to takrat, ko je res nekaj eklatantnega. Recimo, ko ubijajo žensko v avtomobilu in jo potem obtožijo, da je pravzaprav ona izvedla teroristični napad na oboroženega pripadnika zvezne priseljenske službe ICE, službe za priseljevanje. In potem gledamo te posnetke in vidimo malce drugačno zgodbo. Ampak premakne se pa samo dobro, če zazameva Los Angeles, samo lokalno se, samo Minneapolis. V tem primeru Minneapolis se je premaknilo tudi, recimo New Yorkčani tudi radi grejo na ulice. In zelo radi gredo tudi na ulice v Washingtončani, oziroma pač ljudje, ki živijo v tej tako imenovani DMV regiji, torej zvezno okrožje Kolumbija, Maryland in Virginia. Ampak se pravim, to je v vsakem primeru še zmeraj lokaliziran protest. Ni, da bi koga zares zaskrbelo. So bili, recimo No Kings, nobenih kraljev, 2 ogromna protesta, ki seveda bosta šla v zgodovino ameriških protestov kot ena največjih, drugi in tretji največji protest v zgodovini. Ampak to se je zgodilo poleti oziroma junija in to se je zgodilo potem jeseni. 2-krat samo. Glede na to, da se je pa Američanom zgodilo vse, od
od ukinjanja ministrstev in to celo od ministrstva, ki je tako pomembno kot je ministrstvo za izobraževanje. Ukinjanje, ne vem, agencije za mednarodni razvoj kot mehke roke moči Amerike. S tem se je Amerika dejansko si amputirala en pomemben ud, če temu tako rečemo. Ja, in tako naprej. Ogromno stvari se je zgodilo in to se je dotaknilo tudi življenja posameznikov. DMY regija recimo ima zdaj blazno težavo na trgu dela, z zaposlovanjem, kar naenkrat je preveč ljudi, ki iščejo delo. To ima neke socialne posledice tudi. Ne? In res me čudi, da se Američani niso odzvali ostreje, kot se odzivajo. Včasih smo o takih politikih govorili tudi v zvezi s teflonom nekaj. No, ampak ti predlagam, da zdaj greva še švigneva, tako Seveda. kot Trump šviga po svetu, še midva na hitro po merilu aktualnosti, če tako rečem, kakšno v Iranu lahko seveda rečemo zdaj v zvezi z aktualnimi dogodki. Tam bi pa dejansko Trump lahko opravičeval vmešavanje pod tisto znano ameriško krilatico izvažanja demokracije. Ampak po drugi strani, Andrej, svet je pač postal tak, da še prijateljem ne smeš slepo verjeti. Ne več. Iran pa že dolgo nima prijateljskih odnosov, tam od šaha, reze pa hlavija naprej. Ampak nekaj drugega je pomembno. Iran, seveda. Ne? Izvoz demokracije in osvobajanje političnih zapornikov pride zelo prav kot izgovor tudi strani politikov, ki tega nimajo na prvem mestu svojega menija, ki ga ponujajo v svetu, ima pa nekaj drugega. Ne? Tako kot Venezuela, ima Iran naravne resurse. In jaz vidim predvsem v teh posredovanjih in teh grožnjah, in tudi če greva, začela sva z Grenlandijo, recimo tudi tja, skupni imenovalec vseh teh lokacij so naravni resursi oziroma neka pridobitniška dejavnost. In tega recimo predsednik Trump sploh ne skriva več. Danes v Ameriki tisti, ki govorijo Bob, niso več, nažalost, s tem pljuvam tudi v lastno skledo, niso več novinarji, ampak so komiki. Treba je gledati late night shows. In ti ljudje tanko kot pršut režejo predsednika, ga dezavuirajo z lastnimi izjavami in če človek to gleda, ja, potem pa res onemi, spusti čeljust in reče, se to ne more biti res. Pa je. Kot recimo gospod Oliver. Recimo. Ali pa Jon Stewart, recimo. Poglej, kako je svetovni pozornosti na hitro všel pogled stran od Venezuele, ne, ki si jo že nekaj omenil. A ni strašljivo? Tam je menda Trump najhujšega diktatorja Nicolasa Madura kot figuro v jaslicah prestavil, zamenjal kar z njegovo soborko Delcy Rodriguez, dotedanjo podpredsednico. Ne. Potem so pa Trumpa še ameriške naftne korporacije malo zbudile, da nafte namreč venezuelske ne bo mogoče izkoriščati brez enormnih investicij in podobno. Vse skupaj se pa zdi kot ena velika prozorna trgovinska menjava. Rusiji bo Trump prepustil Ukrajino, Putin bo pa tiho pri Venezueli, če malo mimo dreves pogledamo v gost. Ne? Na nek način da, vprašanje pa je seveda, kako se bodo tukaj ZDA dogovorile s Kitajsko, kar zadeva Venezuelo seveda. Ne? In tukaj je seveda še eno drugo vprašanje, ki je izjemno zanimivo, kajti izgovor za poseg v Venezueli, dokler niso dejansko posegli in je seveda postalo očitno, da gre za nafto, so bila mamila in tihotapljenje mamil. In zdaj si predstavljamo, da če bi bilo res, da je Nicolás Maduro, kakršenkoli diktator že je, tudi vodja mamilarskega kartela, a bi ga bilo mogoče tako predstaviti? Verjetno ne. Jaz mislim, da mamilarski karteli v Latinski Ameriki delujejo tako zelo dobro in so tako zelo dobro zavarovani s svojimi borci in varnostnimi službami, da pretorijanska straža, sestavljena iz Kubancev, verjetno to ni to. Predvsem pa, kar zadeva mamilarske kartele, je Venezuela še najmanjša riba tam okrog. Posrednica v bistvu, kokaina dejansko iz Kolumbije, ne? In še to smo verjetno lahko zdaj opazili. O fentanilu nihče več ne govori. Ja, ne? Zdaj je bil kokain na vrsti. Recimo, ne, mislim. In koliko ameriških visokih politikov so že obtožili zaradi... In hkrati pomilostili nekdanjega honduraškega predsednika, ki je sedel v ameriški ječi zaradi trgovine z mamili. Sporedno. Ne?
No, zdaj ZDA te dni množično zapuščajo vse mogoče mednarodne organizacije in povezave. Mislim, da smo govorili o 66, Ja. ne vem, še par dni nazaj. Gre torej vendarle za nekakšno samoizolacijo, lahko temu rečem. Ampak kar naravnost te vprašam, zakaj mu nihče pri tem še malo dodatno ne pomaga? Tudi ZDA v današnjem svetu ne morejo same preživeti. Ne morejo. Ampak mi smo vsi pod vtisom veličine moči, zlasti vojaške moči in tudi seveda gospodarske moči še zmeraj ZDA, da bi kdorkoli tvegal nek resen razkol ali razdor z Washingtonom. Evropska unija, karkoli si mislimo že o prvovrstnosti ali neprvovrstnosti evropskih voditeljev, je eklatanten primer tega. Ne upamo nekega načelnega razdora povzročita, zato ker se še zmeraj bojimo ameriške moči. Ampak če ne načelni razdor, recimo, pa vsaj neka grožnja, da se jim lahko kaj zgodi. In še težava je druga. Vse te mednarodne organizacije, iz katerih izstopajo ZDA, ali so izstopile, so v dobršni meri financirane strani ZDA. Kar pomeni, da se seveda s tem spodkopava tudi finančni temelj multilateralizma in teh mednarodnih organizacij. In tukaj so Američani, da, na nek način se samo izolirajo, ampak obenem sesuvajo tudi ta sistem in jaz ne vidim pravzaprav velike pripravljenosti, razen morda, kar zadeva OZN in Kitajsko, za nekakšno dodatno financiranje oziroma pripravljenost plačevati vsaj svoj delež. Kajti, kar zadeva OZN, recimo ZDA dolgujejo svetovni organizaciji 1,5 milijarde neplačanih dajatev, so največja vplačnica v njihov proračun, ampak že več kot leto dni, 2, ne plačujejo več. Vidiš, to je tako rekoč samo obljubljen denar. Seveda. Ni denar. Hkrati ni opredmeten, seveda ni, je obljubljen, je nekako knjigovodsko voden, ker bi pač moral biti tam, kjer bi moral biti. Ampak s tem, ko izstopajo, seveda spodkopavajo finančne temelje obenem. Kajti, kaj pa je bila ameriška hegemonija v enopolarnem svetu? Ne samo igranje vloge policista, svetovnega, ampak tudi financiranje vseh najrazličnejših organizacij in programov mednarodnih, ki so jih ZDA peljale. In zdaj tega ni več. No, ampak morda bodo pa za 2 meseca tudi cel svet malo zategnil pas, če ne bo ameriškega denarja. Nekaj bo treba narediti. Seveda. Skratka, povej mi, Andrej, kako vse to, kar sva zdajle govorila, vpliva na ameriške institucije, na ameriške medije, na zaupanje državljanov v demokracijo v samih ZDA. Kako se odziva politika? 2 stranki imamo, demokrate, republikance. Kako je sploh še mogoče govoriti pravzaprav o tisti polarizaciji Amerike, tudi kar zadeva volitve, smo govorili, ali že kar o 2x po 50 držav ZDA? Težko, kaj ti odzivajo? Republikanska stranka oportunistično molči pravzaprav in podpira predsednikovo politiko, ker se republikanci zavedajo, da pustimo zdaj, ali je Donald Trump lahko vnovič kandidira kot predsednik čez 3 leta. Ne more po ustavi, ampak sva že povedala, kakšen odnos je njegov odnos in odnos njegove administracije do zakona in do ustave. Da se vse lahko spremeni. Vse se lahko spremeni. Ampak republikanski politiki razumejo, da pri svoji volilni bazi bodo opleli, če ne bodo imeli podpore predsednika. Kajti, če ima Donald Trump kakšno res kakovost kot politik, ne glede na to, da je rojen z zlato ali srebrno žlico v ustih, kaj čuti navaden Američan, in ko ga nagovori, pa če se sliši še tako bizarno, kar govori, očitno pritiska na nek vzvod v ljudeh, da mu ljudje zaupajo in ga razumejo kot enega izmed svojih. Tega noben drug politik danes v svetu v tolikšni meri ne obvlada. On to obvlada. In republikanski politiki se zavedajo, kako zelo potrebujejo predsednikovo podporo. Zato so tiho. In obvladujejo oba domova kongresa zveznega. Kaj pa misliš, da bo zdaj recimo
z volitvami vmesnimi. Tukaj je zelo zanimiva situacija, kajti če pogledamo na rezultate zadnjih teh izrednih To bo volitev. jeseni, ne? Ja. Vmesne volitve so vsake 2 leti, kajti mandat kongresa je 2-leten mandat, mandat senata je 6-leten, ampak se potem vsake 2 leti tretjina senatorjev lahko zamenja, oziroma mora na volitve. Ja. Ne? In če pogledamo izredne volitve lanskega novembra, ko je prišel recimo v New Yorku na županski položaj Zoran Mamdani ali recimo v Virginiji in Marylandu tudi demokratski kandidatki za guvernerje. Skratka, demokrati so prišli, so zajahali ta val nezadovoljstva in zmagali. Ampak to stranko je so te zmage dobesedno, ne vem, na nek način uspavale, kajti veliko vprašanje je, če ne bo ta kredo, ta potencial zvodenel do novembra. Kajti videli smo, kako nenadoma lahko Trump spet mobilizira ljudi ali jih s nečim prepriča ali preusmeri njihovo pozornost ali kakorkoli že. In demokrati bi tukaj morali res nekaj narediti. So pa tipična leva stranka, sprta znotraj sama sebe, frakcionirano razdeljena in ukvarjajo se še zmeraj z nekimi stvarmi, ki zdaj niso najpomembnejše v tem trenutku. Med republikanci pa komaj da skromen vzklik kot zelo zanimivo. Vox clamantis in desertum. Kaj je tisto, kar je pretreslo republikance in njihovo volilno bazo? Dosje Jeffreya Epsteina. Skratka, spolnega prestopnika, da, z vsemi strahotnimi razsežnostmi pedofilije ali pa tihotapljenja mladoletnic, da, ampak to je bil edini primer, notranje politično gledano, ki je dejansko bil udarec za Donalda Trumpa. Namreč takrat je ves kongres, razen enega glasu, glasoval za zakon, da je treba dosje Epsteina objaviti v javnosti brez redakcijskih posegov. Trump je to podpisal. Ampak seveda, dosje pa ni neredaktiran v javnosti. In potem se pojavi ta Clintonova in nočeta sodelovati. Seveda ne. Pa sta levičarja, ampak nekaj se pa tudi lahko spomnimo. Ne? Za kakšen greh so Američani želeli ustavno odpoklicati Billa Clintona? In za kakšen greh niso hoteli odpoklicati Donalda Trumpa 2-krat. In ko primerjamo težo vsega tega, se je Amerika zelo spremenila, kar zadeva neke vrednote in moralno držo. Povej mi na hitro, Andrej, še v čem je torej ta nova stvarnost sodobnega sveta v celoti in tako nasploh. Namreč nekaj dni nazaj sem gledal gospoda Romana Kirna, ki ga ti dobro poznaš, nekdanjega veleposlanika slovenskega v ZDA, pa je malo dišalo to, kar je izjavljal, tudi proti morebitni novi državljanski vojni med Američani. No, jaz vojne ne bom nekako napovedoval, ampak da, razmere so zelo zorijo, no? Bom rekel, zaradi tega, ker so Američani glede osnovnih definicij stvari že daleč vsak sebi. Ne? Resnica ni več tisti kriterij, kaj je dejansko res, kar bi ljudi na koncu seveda prepričalo. Ne? Imajo predsednika, ki nenehno nastopa v javnosti, kot smo uvodoma ugotovila 3-krat, 4-krat, lahko 5-krat na dan spremeni stališče. In zmeraj v tistem trenutku, ko to govori, misli resno in to verjame. Ampak je črno-belo, belo je črno, nenehno. In te ljudje več ne tehtajo pravzaprav tega zvatli resnice, ne merijo. In to je ta težava sodobnega sveta, ne? Ki jo je seveda skozi velika vrata pripeljal v javnost Donald Trump. Andrej Stopar, še enkrat najlepša hvala, da si nas obiskal tule v studiu. Ti si sicer bolj štajerskih korenin, ampak poznaš tudi Vipavsko dolino, tam Vajdovšno. Veš, kako tam rečejo? Ma beži nazaj na dopust. In bom zbežal. Hvala za vabilo in vse dobro želim. Živijo.